Zdravo, traderji! V tej učni sekciji bomo šli skozi valutni par. Zdaj, kar se tiče valutnega para, je že Luka razložil v videu, kaj je Forex, ampak zdaj čisto na kratko o valutnem paru pa je bistvo, kar moramo vedeti, je to, če pogledaš tukaj na tole risbo, ki imamo že odprt od našega freebooka, se pravi, vsem je dostopen ta freebook, vsi ga lahko dobite in tudi po določenih naslovih bomo mi razložili določene snovi, ki nekaterim ali niso jasni ali jih je težje razumeti. V glavnem, tukaj hočemo vam prikazati, da gremo malo bolj v detajle, v te detajle, ki so bistvene za razumevanje, preden začnemo trgovati z real moneyjem. Se pravi, če gremo na dolar-CAD valutni par. Valutni par sestavlja dve valuti, se pravi dolar in kanadski dolar. Prva valuta je dolar in druga valuta je kanadski dolar. Se pravi, vedno je prva valuta base currency in druga je sekundarna valuta quote currency. To pa pomeni na grafu, zdaj, preden gremo na graf, hočem ti povedati še to, da kako se vrednost para oceni. Se pravi, bistvo valutnega para, da boš razumel, še lažje ti bo na grafu razumeti, je to, da dolar proti kanadskemu dolarju je valutni tečaj, ki pomeni, da pri tej ceni to pomeni, da je en ameriški dolar v zamenjavi za kanadski dolar vreden toliko kanadskega dolarja. Se pravi, za en ameriški dolar dobimo toliko kanadskega dolarja. Kakor da bi rekel, kanadski dolar je enako tej ceni, ampak zamenjali smo ga pa iz enega ameriškega dolarja. Enako velja za druge valutne pare, kamor bomo tudi prešli. Več o tem bom razlagal tudi v naslednjem videu, ki se nanaša na celotne valutne pare in kako jih delimo in tako dalje. Se pravi, zdaj, če gremo na graf. Se pravi, če tukaj nazorno pogledamo na graf, tukaj spodaj, graf je v 2D obliki, se pravi, imamo samo rast in padec oziroma lahko tudi dojemamo to obratno zaradi samega valutnega para. Zdaj pa toliko, če začnemo pri dolar proti kanadskemu dolarju in recimo, če še ne veš, kaj je trend, ti tudi priporočam, da greš v osnovno znanje, kjer Luka opisuje, kaj je trend, da boš razumel same besede, ki jih tudi jaz uporabljam, oziroma lahko tudi po tem videu preskočiš na trend sekcijo, oziroma tam opisujemo tudi več o osnovnem znanju in razumevanju same analize in grafa. Zdaj, če tukaj začnemo, kar se dolar-CAD-a tiče. Če gre trend v smeri proti dolarju, potem graf narašča. Takole gor. Graf tukaj narašča v smeri dolarja. Kaj to pomeni za nas, je to, da ko dolar raste, kanadski dolar pada. Se pravi, kakor smo rekli, če se spomniš, kanadski dolar je vreden 1,31 pri tej ceni. Se pravi, ko cena pride do sem, je kanadski dolar vreden toliko. In za izmenjavo enega dolarja dobimo toliko kanadskega dolarja. Kakor smo to že obravnavali. Se pravi, to pomeni, da kanadski dolar je bolj bo šel gor, dolar bo bolj rastel, vrednost dolarja bo rasla, a obenem kanadski dolar bo padel. In enako velja za kanadski dolar. Se pravi, če cena pada, če gre cena takole dol, pomeni, da kanadski dolar raste in obenem vrednost ameriškega dolarja pada. To je kar pomembno vedeti, zaradi tega, da vemo, katero valuto trgujemo ta hip, v kateri smeri gremo. In iz tega prihaja izraz bullish in bearish. Se pravi, bullish, ko govorimo o bullish valutnem paru, pomeni, da smo v tem primeru za ameriški dolar. To pomeni, da govorimo, da se ameriški dolar premika
premika v smeri rasti in obenem kanadski dolar pade. Če govorimo o bearish, pomeni, da je trend v smeri oziroma da domnevamo, da bo trend v smeri kanadskega dolarja. Se pravi, bo ameriški dolar v tem primeru padel in kanadski dolar rastel, kakor vidimo tukaj. Se pravi, če gremo vse nazaj v preteklost, recimo na dnevni graf, lahko to zelo dobro opazimo tukaj. Se pravi, tle je bila korona, ameriški dolar je noro zrastel, medtem ko je kanadski dolar padel. In obratno. Se pravi, takrat je šla nafta na nič in tako dalje, a ne, se pravi, nafta ima tudi vpliv na kanadski dolar, ampak več to o fundamentalni analizi. Zdaj, če pa govorimo po tem, kar se je tukaj zgodilo, je pa trend se počasi začel obračati in kanadski dolar je začel nazaj rastati in obenem ameriški dolar padati. Se pravi, to so smeri oziroma trendi, ki jih moramo zaznati na trgu, a ne. Takole. To je vse, kar rabiš vedeti glede valutnega para, ampak ja, vaja dela mojstra. Pojdi čez različne valutne pare, kakor vidimo, jih imamo tukaj na desni strani. Več o drugih valutnih parih tudi v naslednjem videu, ampak ja, če gremo na hitro na avstralski dolar proti ameriškem dolarju, enako tukaj vidimo, da avstralski dolar raste, medtem ko ameriški dolar pada. Govorimo o bullish smernici. Medtem ko se trend obrne, govorimo o bearish smernici in tako gre cena v smeri ameriškega dolarja in tako obenem avstralski dolar pada. To je vse, kar rabiš vedeti glede valutnega para, da ločaš med primarno in sekundarno valuto oziroma bullish in bearish smerjo. Hvala in lep pozdrav.